Kot mogoče nekateri izmed vas, predvsem tisti, ki se ukvarjate z delom Hannah Arendt, veste, je eno svojih pomembnejših traktatov političnih napisala leta 1968, potem izdano takoj zatem in se imenuje On Violence, o nasilju. Mislim, da je bilo lani ali predlani tudi izdano v slovenskem prevodu. Jaz imam tudi tukaj v tem predavanju tudi neke citate iz tega dela, ki sem jih ad hoc prevedel sam, tako da ne ustrezajo prav konceptualnim odločitvam, ki jih je zbral slovenski prevajalec. Ne zaradi kakih vsebinskih razlogov, ampak čisto preprosto, ker nisem imel dostopa do tega slovenskega dela. Kar pomenim, ker je fajn, da si kupite pa s tem malo, bi rekel, tudi pripomorete k v bistvu statusu prevajalcev in knjižničarjev pri nas. No, ta knjižica, čeprav ima naslov o nasilju, je dejansko njena refleksija o letu 68 in specifično o študentskih uporih leta 68. In zdaj, neko izhodišče te njene refleksije je, če rečemo, zakaj naslov predvsem o nasilju, zakaj je zbrala, da bo konceptualizirala ta pojem nasilja oziroma umestila ta pojem nasilja znotraj svojega konceptualnega aparata ravno ob izbruhu študentskih demonstracij leta 68. Zdaj, spontan odgovor je, da je to nek poskus, da ta knjižica nastane kot nek poskus odgovor na vprašanje, zakaj je zdaj po desetletju naprednih 60 let konvergence blokov, nekem novem bel epok, val nasilja kar naenkrat prežel družbo. Čeprav seveda stvar izkoriščenje ni tako naivno. Ne? In kar je recimo zanimivo tudi zame kot zgodovinar je, da ta knjižica, čeprav je jedro te knjižice neka konceptualna razdelitev, je tudi iz čisto zgodovinskega ali pa iz žurnalistične perspektive zelo zanimiva, ker opazi celo vrsto detajljev in zelo pomembnih vidikov teh študentskih uporov. Predvsem, recimo, čeprav je nasilje v naslovu te knjige, ona nikakor noče povedati, da je glavna značilnost študentskih uporov nasilje. Sploh ne gre za to. Ne gre za to, da bi hotela povedati, da so te študentski protesti leta 68 bili inherentno nasilje. Navsezadnje tudi vemo, da pojem nenasilja in neko bi rekel tudi občudovanje Gandhija in tako dalje bilo enako močno kot fascinacija nad nasiljem v letu 86. Gre bolj za to, da bi poskušala razbiti neke sociološke razlage in neke žurnalistične razlage tega dogajanja in pokazati, kako se je neko konceptualna zmeda, to kar je zame pač konceptualna zmeda, neko nerazumevanje politike, ki je sploh prisotno v splošnem diskursu, kako se je odrazilo tudi v samih študentskih protestih in kako so recimo odrazilo razne ekscesi študentskih protestov pravzaprav simptom tega širšega nerazumevanja ali pa po njem napačnega pristopa do fenomena političnega. Ena izmed prvih stvareh, ki jih opazi v tej knjigi, je, da izpostavi neko dejstvo, ki je bilo očitno za tedanje študente, ne pa tudi vedno tudi za opazovalce, namreč, da je izbruh nasilja v študentskih protestih okrog 68 dejansko se dogajalo na ozadju neke neprecedenčne monopolizacije oziroma nekega neprecedenčne monopolizacije izjemnega nasilja na razpolago legitimni oblasti. Tudi ko gre gledati tekste študentskih uporov, ugotovi, da je vprašanje atomske vojne ali pa grozeče atomske vojne v ospredju številnih teh tekstov, da je kritika se pravi te legitimne rabe nasilja, oziroma ne nujno samo legitimne rabe nasilja, ampak tega strahu, ki je vedno inherentno v vsakdanjem življenju, ker ima država, legitimna oblast, na voljo take izjemne količine nasilja,
ki lahko prvič v zgodovini človeštva uniči celoten svet, da je to nek zelo pomemben, da je nek zelo pomemben vidik tega. In po njenem je, se pravi, odgovor na to skrb, nasilni odgovor na to skrb je po njenem plod nekega nerazumevanja ali pa neke tudi napačne politične odločitve. Se pravi, ampak Hanan se seveda ne ostavi tukaj, ampak pravi, da je v jedru problema tudi neka pojmovna zmeda, ki se nahaja v sami uradni legitimaciji, se pravi, države in tega, kar lahko imenujemo legitimna oblast. In tukaj se ona v bistvu obrne proti nečemu, kar bi lahko imenovali hladnovojni liberalizem, se pravi nekim prevladujočim trendom legitimacije tako imenovanega svobodnega sveta, in ki so v tistem obdobju zelo, se pravi, ki so v tistem obdobju začele poudarjati, se pravi, ki so se zapustile nekatere prejšnje liberalne tradicije in so v imenu sociološke tradicije 19. stoletja začele poudarjati, torej začele definirati državo kot tisto državo oziroma suverena oblast, kot tisto oblast, ki ima na razpolago legitimno rabo nasilja. Se pravi, da je postalo nasilje, čeprav prenegacionem na nek način, se pravi, da je prišel v temelj same definicije države. In ona zelo kritizira to pozicijo. Dobro, tam preskočimo. Se pravi, v veliki meri, mislim, da je bila ta njena kritika hladnovojnega liberalizma ali pa liberalizma nasploh, je tudi frustracija na tem, kako liberalizem, oziroma njegove prevladujoče oblike, niso izhajale iz samega konceptualnega premisleka o naravi politike in političnega delovanja, temveč so iz razlogov svoje lastne tradicije gojile nek skepticizem do politike in da so v bistvu s temi svojimi Weberovskimi in paretovskimi in tako dalje sociološkimi teorijami dejansko spodkopavale legitimnost te iste oblasti, ki naj bi jo legitimirale ali pa ščitile. To je nek trend, ki je zelo pogost v njenem misli, nekaj zelo nalognega najdemo v delu o revoluciji, ki je tudi ravno kar izhaja, pa je že šel prvot v slovenščino. Ono se v tem delu vrne, se pravi, vzame v obzir te klasične revolucije, predvsem ameriško in francosko, in poudarek, ki je predvsem tam pri ameriški revoluciji, in ne hoče odklopiti od prevladujočih liberalnih interpretacij in razumeti, kako so, se pravi, poskuša razumeti, kako so tedajni ljudje dojemali politiko in kako so kasnejše liberalne interpretacije, čeprav so imale ameriško revolucijo kot fundament ameriškega ustavnega reda, da so na nek bistven način spregledale se pravi, to naravo tega dogajanja, kako so protedani ljudje konceptualizirali, akteri te revolucije konceptualizirali svoje izkušnje. In to seveda ona pravi tudi zato, ker oni sami niso razpolagali za pravim besednjakom, kako opisati to, kar so počeli. Se pravi, skupna, bi rekel, rdeča nit vseh njenih prizadevanj je bilo, lahko rečemo, vzpostaviti neko nov konceptualni opis politike, ki ne bi izhajal toliko iz neke ideološke pravovirnosti, niti ne gre za neko novo politično teorijo, se pravi za nek miselni konstrukt, ki bi dal konsistentnost obstoječim pojavom in procesom, do tega je bila vedno skrajno kritična, ampak za nek čisto osnovni fenomenološki pristop, se pravi razumeti, kaj je izkušnja politike, kako se politično delovanje
kaže tistim, ki so vanjo udeleženi in tisti, ki jo spremljajo od zunaj. Izkušnja politike v končni fazi je za Hannah Arendt izkušnja svobode. V nekem tekstu, kaj je svoboda, to boje dejansko tudi zelo izenači na nek empatičen način, kar gre izrazito proti liberalni tradiciji, kjer je svoboda kvečemu svoboda od politike, od oblasti. Zdaj, če poskušamo razumeti, kaj hoče nam tukaj Hannah Arendt povedati o liberalni tradiciji, mislim, da je jedro njene kritike te, da liberalizem v sebi nosi sabo izkušnjo svoje geneze, se pravi, da ni nastal za razliko od klasične tradicije, na katere se ona naslanja, se pravi na grško, rimsko, aristotelovsko tradicijo, ni nastal iz nekega že obstoječega političnega reda, ki bi deloval, se pravi, kot je Aristotel pisal o politiki, je dejansko pisal o politiki, kot jo je doživljal, kot jo je opazovalec in deloma kot akter doživljal v obstoječi grški polis. Za nasprotje tega pa je liberalizem nastal kot upor proti absolutni vladavini konec 17. stoletja in je zaradi tega v vseh svojih premenah ohranjal ostanke tega svojega formativnega trenutka. Se pravi, zaradi te svoje ustanovne napake ali pa značilnosti, po njenem mnenju, liberalizem nikoli ni znal artikulirati svobode drugače kot negativno, se pravi kot odsotnost umešavanja ali pa odsotnost prisile. In imel vedno tudi negativni, zdaj v tem pomenu mislim v vrednostnem pomenu, odnos do politike in oblasti nasploh, kot nekaj, kar je v nasprotju z individualno svobodo, ki se kot taka nahaja onkraj politike. In to je še danes značilno za liberalizem. Tudi v najbolj običajnih pojavnih oblikah, če vprašate ljudi, ki se imajo za liberalne, zanje svoboda vedno to, kar je izven politike, ker se nahaja na drugi strani vmešavanja. Se pravi, je še vedno definirano predvsem kot nevmešavanje. Ja, no, kot sem še povedal, na to klasično tradicijo liberalizma se je v 60-ih letih, ko napiše to knjigo, prilepila še neka druga tradicija, interpretacija, ki je bila za pogosto, se pravi, to sem že omenil, Weberovska interpretacija, katere aksiomi so slonjeni na pojmovanje države kot se pravi, oblasti, ki ima monopol nad legitimno rabo nasilja. In to se mi zdi zelo zanimivo, da njena kritika takega normativnega pojmovanja politike je zelo, se pravi, ima neke usporednice z konservativci, ki so takrat kritizirali to sociološko šolo. Njihova kritika teh konservativcev je bila vedno, da je taka definicija oblasti v nasprotju z samo naracijo, s katero se recimo ameriški sistem legitimira v šolah in tako dalje. Tukaj zelo zanimivo, da Hannah Arendt recimo v delu On Revolution predvsem povzema, da bi rekel, šolski diskurs o tem, kaj je ameriška svoboda. Vidimo neke usporednice, ker je ona prej na strani nekih konservativnih kritikov liberalizma kot na strani liberalizma samega. Dobro. Skratka, njena poanta je, da študentski protesti oziroma gibanje leta 68 sicer pravilno identificirajo nek problem, nasilje kot v samem jedru državnih in oblastnih struktur, se pravi, ta velikanska neprecedenčna razpoložljivost nasilja, ki je, kot rečeno, prvič v zgodovini lahko uniči celotno človeštvo in celoten svet celo, ampak ne najdejo konceptualnega in tudi čisto aktivističnega načina, kako se temu zoperstaviti. In da je njihovo padec v nasilje ali pa zatekanje k nasilju na nek način simptom te uradne recimo tako, neoliberalne v ameriškem pomenu besede ideologije.
se pravi, če bi hoteli njeno implicitno kritiko študentskih gibanj izpeljati iz tega dela, bi lahko rekli, da je njena kritika študentom oziroma aktivistom iz protestnih gibanj to, da se skušajo z nasiljem zoperstaviti proti temu, kar imajo za nelegitimno državno rabo nasilja. Ne. Se pravi, zadnje se moramo zavedati, to je konec 60-ih let, tiste, ki ste gledali film Selma izpred 2 let, smo se mogoče spomnili, kako izjemno prežeto je bila ameriška scena z podobami nasilja v tistem obdobju. To je prvi primer, ko postane televizija en izmed centralnih, vstopi v politični proces, kot prej ni. Prvič se v zgodovini lahko ljudje srednjih slojev v New Yorku ali pa v Los Angelesu gledajo, kaj se dogaja na jugu in so predstavljeni s tem izjemno brutalnim državnim nasiljem, ki je bilo doslej skrito. In Hannah Arendt prizna študent, prizna ta del upravičenosti, da je prav, da se upirajo proti temu skritemu nasilju, ki je skrito v mašineriji oblasti, ki je vedno bilo tukaj, ki je dan današnji, to se ne zdi floskula, ampak čista resnica, ki je dan današnji tako nevarno, kot še ni bilo nikoli prej. Če se ne razumejo, se mi zdi, da hoče povedati, ni samo problem čiste taktike, se pravi, čisto taktičnega vprašanja, če se mi poslužujemo nasilja, ne bomo prišli na kamor, ker ima država vedno večjo možnost, v vsakem primeru bo vedno lahko bolj nasilna, kot smo mi, čeprav se zdi taka poanta, to je že politično razmišljanje po njenem, to je že politični premislek po njenem in je pomembno, ampak izhaja iz nekje globljega, se pravi iz nekega pojmovnega nerazumevanja, kaj politično kot fenomen je in kaj pravzaprav tej pojmi, ki jih uporabljamo, pravzaprav pomenijo. To nerazumevanje, ki izhaja prav iz tega, da te pojmi temeljijo v neki izkušnji, ki ni izkušnja moderne družbe, ki je izkušnja grškega sveta, ki je izkušnja recimo renesančnega humanizma, ni pa niti izkušnja klasičnega liberalizma, niti moderne dobe. No, zdaj, ključni del te knjige je distinkcija, ki ona hoče zelo ostro postaviti, oziroma zelo jasno postaviti med nasiljem in temu, kar v slovenščini prevajamo po mojem odlični sugestiji Vlasti Jalovšič kot oblast, v angleščini to power, bolj polisemični izraz kot oblast. Ampak dejansko, to, da prevajamo slovenščino power kot oblast, po mojem, pride zelo blizu tega, kar hoče Hannah Arendt povedati po tem pojmu. In starta oziroma pač njen ta tekst vključuje neko zelo udarni stavek, pravi, ni dovolj, da rečemo, da nasilje in oblast nista isto. Nasilje in oblast sta nasproti, ker eden dominira na absoluten način, tam manjka drugi. Kar se zdi vsaj na prvi pogled v nasprotju s tem, kar sem povedal prej. Zdaj, njena poanta ni v tem, da oblast in nasilje, se pravi, da sta tudi v vsakdanjem življenju v dejanski izkušnji ločena. Sploh ne gre za to. Gre za to, da če ju poskušamo razdelati kot dva ločena pojma in si predstavljati oblast v svojem najbolj izkristalizirani obliki, bomo videli, da to je to nek fenomen, v katerem nasilje ni potrebno in ga ni. In obratno, kjer vlada absolutno nasilje, tam tudi oblasti, kot je ona definirana. In pravi tako. Oblast, se pravi power, odraža ne le človeško sposobnost delovanja, temveč skupnega delovanja, acting in concert. Oblast, power, nikoli ne pripada posamezniku, pripada skupini in obstaja vse dotlej, dokler skupina ohranja svoje enotnost. Se pravi, ko za nekoga rečemo, da je na oblasti, that he has power, dejansko hočemo reči, da ima oblast nad določenim številom oseb, ki delujejo v njegovem imenu. V trenutku, ko se skupina, ki je vir oblasti, rimska maksima potestas in populo, pomeni, da brez ljudstva ali skupine sploh ni oblasti, v trenutku, ko se skupina, ki je vir oblasti, razprši, njena oblast prav tako izgine. In tukaj nadaljuje, da je angleška raba
tega pojma, se pravi, ko nekdo reče powerful person, da tukaj gre za metaforično rabo, da v bistvu da je primarna raba ta politična raba, se pravi ta moč, ki nastane, ko ljudje delujejo skupaj in da, ko rečemo powerful person, je to v bistvu zgolj metaforična raba tega pojma. Za njo je power, za njo oblast, zato tudi se izkaže, da je dober prevod, izrazito politični fenomen. Fenomen, ki nastane, ko ljudje delujejo skupaj. In zaradi tega nek specifičen človeški fenomen, kolikor je lahko tudi povezan, ampak ne nujno strukturno povezan z vprašanjem dominacije, kot jo vidimo recimo v živalskih skupinah. Je nekaj specifično človeškega in kot takega jedro izkušnje političnega v najširšem pomenu besede. In ko nadaljuje pač to razdelavo svojih pojmov, potem tudi razdela pojem avtoritete, ne, in pravi tako, avtoriteta je ta lastnost, ki jo imajo institucije ali pa posamezniki, da pri ostalih vzbudijo takojšnjo boganje. Se pravi, recimo, če rečemo, da ima ameriško vrhovno sodišče veliko avtoriteto, to pomeni, da nihče dejansko ne postavi pod vprašaj njegovih razsodb, a pa tudi, če se ne strinjajo, nikomor ne pade na pamet, da teh razsodb, kot recimo slovenskega ustavnega sodišča, ne bi izpolnjevali. Se pravi, ima ameriško vrhovno sodišče višjo avtoriteto. Ampak pravi, da v končni fazi avtoriteta ni ne hierarhično nižja ali višja od oblasti, ni niti strogo nek ločen, se pravi, ni nepovezan fenomen z oblastjo, pač nek ločen fenomen. Ne? In zato tukaj potem, zakaj se vmeša, pravi Arendt, je pa zato, ker vsaka institucionalizirana oblast, se pravi vsaka oblast, ki deluje prek inštitucij, lahko so tudi institucije legitimne rabe nasilja, se kaže pod podobo avtoritete. Se pravi, zakaj ubogamo sodišče, po njenem mnenju, končno odgovor na to vprašanje ni zato, ker lahko sodišče nad nas pošle policijo ali pa nas zapre. Ker potem gre to vprašanje še naprej, pač zakaj pa nas lahko zapre in tako dalje. Ne? In da končni odgovor je odgovor, da vir tega odgovora je vedno oblast. Se pravi, ker je vedno dovolj ljudi, da ubogajo recimo odločitve sodišče. Pričemer ona pravi, da je pojem uboganja zelo neprimeren pojem, ker da dejansko uboganje kot tako ne obstaja, da uboganje je zgolj oblika konsenza. Ne? Se pravi, je zgolj pripravljenost brezpogojno dati konsensa. Ne? Se pravi, je del veziva, ki tvori oblast. Ne? Se pravi, in to bi kako dejansko rekonstruira celoten politični besednjak, po eni strani tako, da gre nazaj v rimsko tradicijo in dejansko izkoplje, tako kot se je v klasiki bolj ali manj razumevalo te pojme, ne? Torej, potestatum in populo, auctoritas in senato in tako dalje. In istočasno postavi to vprašanje konsensa, to vprašanje ljudi, ki prihajajo skupaj in se v končni fazi svobodno odločajo, se pravi, urejajo svoje življenje, da priznajo neke določene avtoritete, neke določene institucije, se pravi, to bivanje skupaj, to biti skupaj postane nekako temelj njenega celotnega konceptualnega aparata, ki ga vidi, in po njenem mnenju dejansko tudi nek pravilen fenomenološki opis tega, zakaj pri politiki dejansko gre. No, kot sem rekel, Hannah Arendt pravi, da se pravi, hoče jasno razločiti nasilje na oblast. Tukaj gre za dve antitetična fenomena, kar pa ne pomeni, seveda, kot sem še prej povedal, da sta tudi pojavno ločena, logično, da ne. Se pravi, policija je spet pač institucionalizirana oblast v končni fazi, uporabno nasilje, ne, to kot mnogo drugih oblastnih inštitucij. Ona pravi v drugem poglavju, nič ni tako pogosto kot kombinacija oblasti in nasilja in zato se ju meša. Ne. Ampak samo zato, ker sta večinoma skupaj, to še ne pomeni, da gre za isti fenomen. Gre za popolnoma drug fenomen. In to, kar
ker to opiše, je recimo v tem citatu najbolj koncizno. Moč mnenja, to se pravi oblast vlade, power of government, je odvisna od števila. Nahaja se v številu tistih, ki so povezani z njo, se pravi z oblastjo. Tiranija, kot je odkril že Montesquieu, je zato najbolj nasilna in najmanj močna ali pa najbolj nemočna od oblik vladavin. Ena najbolj očitnih razlik med oblastjo, power, in nasiljem je, da je oblast vedno odvisna od števila, medtem ko je lahko nasilje pravzaprav neodvisno od števila, saj sloni le na orodjih, na lastnih orodjih. Ena oseba za velikansko razpolago nasilja, to je pač očitno že v tehnološki dobi. En človek ima lahko gumb, kot rečemo, na atomskem orožju in ima na razpolago več nasilja, kot recimo celotno ostalo človeštvo, če ne bi imelo atomske bombe. Neomejena vladavina večine, to se pravi neustavna demokracija oziroma demokracija brez ustave, je lahko izjemno učinkovita pri utišanju nasprotnih mnenj, brez da bi sploh kadarkoli uporabljala nasilje. Torej, to ne pomeni, da sta nasilje in oblast isti pojav. In potem pravi, skrajna oblika oblasti je vsi proti enemu, skrajna oblika nasilja je eden proti vsem. In zato, ko vidimo ta citat, pogosto, kar se recimo očita Hannah Arendt, je, da ima nek zelo romantičen pojem politike, da je njen pojem oblasti zelo benevolenten, da ne priznava neke inherentne nasilnosti oblasti, so recimo pogoste kritike iz levice. Mislim, da prav taki citati nam kažejo, da sploh ne gre za to. Hannah Arendt, ja, ona reče, da oblast, ukolikor je manifestacija političnega življenja, osnovni fenomen političnega fenomena je nekaj pozitivnega, ker pripomore k, kot bomo videli kasneje, k aktualizaciji delovanja in aktualizaciji politične svobode, ki je ena ključnih človeških sposobnosti. Ampak to še ne pomeni, kako rekel, to njeno zelo pogosto pozitivno govorjenje o oblasti kot o nekem v bistvu fenomenu, ki nastaja med ljudmi in omogoča v bistvu performativnost svobode in tako dalje. To še pomeni, da se ona ne zaveda, bi rekel, negativnih možnosti, se pravi, negativnih potencialnosti oblasti. In je ogromno, po njenem opusu je ogromno takih citatov, kjer zelo jasno signalizira, da se tega zaveda. Mislim, da je nekje v izvori totalitarizma pravi, da zelo teološko poanto pravi, zato ker je človek zgolj skrbnik sveta, ne pa tudi stvarnik sveta, je kadarkoli poskuša človeški, se pravi, svet organizirati po svojem vzoru, se pravi prek politike, in ono mislim na ta pozitivni pomen politike, je končna manifestacija tega ponavadi vedno stagnacija ali pa olesenelost političnih sistemov. Da politični sistemi sami po sebi vedno vodijo v neko stagnacijo, v neko olesenelost, ker po svoji naravi vedno težijo k omejevanju individualne avtonomije oziroma individualne neodvisnosti. Se pravi, on se zelo dobro zaveda tega vidika, ki je seveda vidik, ki je skrb nad katerim, oziroma preokupacija nad katerim je v jedru, kot vemo, liberalni misli. Seveda, ja, država je res, seveda država, politična oblasti, pač v modernem obdobju država, prej raznovrstne druge forme oblasti uporabljajo nasilje, imajo v moderni dobi monopol nad legitimno rabo nasilja. Torej, to ne pomeni, da je nasilje njihovo bistvo, tukaj je ena kritika. Namreč vedno je pomembno, in to vemo tudi iz vsakodnevne izkušnje, vedno je pomembno vzpostavlja ona, kolikšna oblast stoji za uporabo nasilja. Se pravi, če recimo imate neke demonstracije,
recimo lahko ima neka država ali pa neka policija enako močne vodne topove kot neka druga, ima lahko število protestnikov je lahko enako, ampak kakšne bodo posledice te rabe nasilja, ne? Kakšen bo njihov politični skupiček, je pa vedno odvisno od tega, kolikšno legitimnost ta oblast ima. Se pravi, koliko ljudi je dejansko pripravljeno to oblast poslušati in koliko ljudi se bo te oblasti uprlo. In ko je ta oblast ostane brez popolnega konsenza in ostane zgolj izjemno močna raba nasilja ali pa teror, ki je potem nek drug fenomen in ki temelji na atomizaciji posameznikov, za katere seveda vedno grožnja nasilja. Zato tudi pravi. Zato je v notranjih zadevah nasilje vedno zadnji rekurs oblasti proti upornikom in zločincem. Torej proti posameznikom, ne vidi, kako ne definira upornike in zločince, proti posameznikom, ki se niso pripravljeni podrediti konsenzu večine. Dobro, to seveda ni nujno, verjetno ni naravno najboljša definicija, ne gre nujno vedno za večino, ampak pač za tisti kritično maso ljudi, ki vzpostavlja oblast. Ne. In to je po njenem mnenju tudi razlog, zakaj je filozofska tradicija, proti kateri se ona upira, naprej od Platona do Nietzscheja, so bili filozofi kritični nad oblasti, ker so jo imeli neupravičeno, pravi ona, za zaroto šibkih proti močnim, ali pa nadarjenih, ali pa tisti, ki imajo določene posebnosti. Ker, pravi, to seveda ni res, to je eksces, ne, kot v primeru Sokrata, ne, in tukaj je zelo zanimivo. Na več mestih, se mislim ne o nasilju, ampak na drugih točkah, izpostavljajo, kako proces proti Sokratu ravno ni primer v bistvu nasilja. Da gre, oziroma, v končni fazi ja, ampak ne, on pravi, kako je stara grška polis bila strukturirana na način, da znotraj obzidja in znotraj tistih, ki so tvorili polis, se pravi polnoletnih moških državljanov, kako se je poskušala na vsak način iznebiti uporabi nasilja. In recimo to primer vsi vemo, ne, pač Sokrata so umorili tako, da so ga prisilili, da je opravil, da naredil samomor, ne. Ker niso hoteli, da bi vedno je bila glavna kazen grških polis ostrakizem, izgon iz polisa, ne, se pravi, si izobčen iz tega, kar tvori skupnost. V teh skrajnih primerih, ko so uporabili smrtno kazen, so poskušali prisiliti oziroma prepričati v končni fazi, da storijo samomor, tako da ne bi bilo potreba skupnosti sami uporabiti nasilja nad svojim posameznim članom. Dejansko, in tudi če potem seveda gledamo Platonovo apologijo in tako dalje, ali pa se vidi, da tudi, bi rekel, atenski polis je na tak način razumeval to kazen in Sokratova razlaga, zakaj je to pravilna odločitev sprijeti to sodbo polisa, je natanko izhaja iz prav tega prepričanja, se pravi, da vso dobro življenje, vse, kar tvori v končni fazi jedro tega, kar bi v liberalnem besednjaku imenovali človeška spontanost in tako dalje, izhaja iz tega življenja v skupnosti. In da če sprejemo dobro, moramo sprejeti tudi slabo. Torej gre ne gre toliko za nasilje, ampak gre za oblast v vseh svojih posledicah. Se pravi, v primeru, ko uporabi oblast nasilje proti zločincem in disidentom, je to zato, ker je oblast moč skupine, da se zoperstavi neodvisnosti, ki je lastnost individumu, posameznikov in njihove potencijale. Se pravi, tukaj smo zelo daleč od liberalizma. Se pravi, nikoli ne pozabimo, da tako kot ona opisuje oblast, je to zadnjo vedno nek pozitiven fenomen. Ne? Se pravi, je nek osnovno, tukaj se lahko dogaja znotraj okvira politike, v jedru katere je smotra na nek način, katere je ustvarjena oblasti, tukaj se dejansko odvija človekova svoboda. Ampak kljub temu ona neprestano izpostavlja tudi nevarnosti tega ali pa večplastnost se pravi tega fenomena oblasti.
In to pravi, če je oblast tista, ki je v bistvu, v jedru, v bistvu vsake vladavine in vsake oblike vladavine, je lahko samo oblast in ne nasilje v definiciji države. Se pri definiciji države ali pa suverene oblasti ne more biti monopol nad legitimno rabo nasilja, ker je nasilje vedno le sredstvo, zelo najpogosteje zadnjo sredstvo in je v jedru države je smoter in bistvo države je oblast, power. Zato si lahko v bistvu tudi predstavljamo oblast brez nasilja, ne moramo si pa predstavljati oblast državo brez oblasti. Tudi v primeru tiranije gre v končni fazi za neko minimalno mero konsenza, se pravi neka minimalna oblika oblasti. In naprej, da je to zato, jaz se danes vrnemo proti jedru vprašanja, proti pojmu nasilja, naprej zato, ker je nasilje vedno instrumentalno. Vedno je usmerjeno v nek cilj, v nek smoter, tudi če je samo referenčno, in kot tako pravi potrebuje upravičevanje. In karkoli potrebuje svoje, to je pač klasična definicija bistva in klasična definicija smotra, karkoli potrebuje upravičevanje, ne more biti svoj lastni smotr. Ne more biti bistvo ničesar. In tudi primer, ki ga dobro poznamo, je tudi iz skolastike, recimo iz traktatov, ki so razpravljali o Avgustinovem pojmu pravične vojne, dati na klasični primer, kaj je recimo smotr vojne. Klasični odgovor je vedno smotr vojne je mir. Ko povprašaš, kaj je smotr miru, ni odgovor. Zato je lahko mir smotr sam v sebi. Nismo napravi, gre za oblast. Seveda, lahko oblast uporabljamo za dosego tega norega. Seveda, lahko jo uporabljamo za da zgradimo ceste ali pa šole ali pa da napademo sosednjo državo v končni fazi. Smo rekli, da nasilje in oblast nista fenomenalno ločene za zgradnjo socialne države. Ampak ni to, že to, da se lahko te smotri po mili volji spreminjajo, da lahko pride neka druga vlada na oblast in popolnoma spremeni smotre v imenu katerih vlada, kaže, da je oblast nekaj, kar presega te partikularne smotre, ker vedno ostaja onkraj teh partikularnih smotrov in zato se pravi, je ona sama svoj smotr. No, in tukaj potem tudi vezano, na to je tudi potem vezano njeno pojmovanje avtoriteto, napravi, da avtoriteta pa je vedno odvisna od nekega zunanjega smotra. Recimo avtoriteta profesorja je odvisna od njihovega znanja, od tega, kako dobro podajo neko določeno znanje. Avtoriteta policije je odvisna, se nahaja od smotr policije v končni fazi je odvisen od same oblasti. In recimo njen primer, če bi skušali definirati, kaj je smotr sodišč, bi v končni fazi vedno prišli do neke tautologije, se pravi, da je smotr sodišč v tem, da ohranijo temu, kar je definicija sodne oblasti same, se pravi, lahko definiramo tak drugačen način, je smotr sodišč to, da razrešuje spore med ljudmi, da preprečuje, da se ljudje pobijajo med sabo, ampak kakorkoli pridemo do neke definicije, ki je definicija sodne oblasti kot take. In zato pravi Hannah Arendt, da je smotr vsake oblasti in posledično tudi vsake vladavine v bistvu tautologija, ker če bi skušali jo opisati, bi mogli reči, smotr oblasti je v tem, da omogoči ljudem, da živijo skupaj. To, da pa ljudje živijo skupaj, je pa po njenem mnenju že definicija oblasti kot take. In zato tudi pravi, to je zdaj zanimiv element. Zato se mi zdi ga pomembno omeniti.
Zato pravi Hannah Arendt, da oblast ne potrebuje opravičevanja, ker potrebuje pa legitimnost. In ona legitimnost naveže na ustanovni moment, na ustanovni trenutek. Se pravi, na tisti trenutek, ko je skupina, ki tvori neko razpoznano skupnost, prvič prišla skupaj in da ta ustanovni element, ta prvič priti skupaj, tvori njeno legitimnost. To je en izmed njenih vedno ponavljajočih se toposov, to je zelo izrazito artikulirano v On Revolution, ampak se potem kasneje od 60 let neprestano ponavlja v njenih delah. To je zelo rimsko pojmovanje, da v končni fazi je legitimnost oblasti je v tem ustanovnem elementu. In potem, da se vrnemo nazaj v vprašanje oblasti. Zato ona potem tako povzame. Zato je popolnoma zgrešeno trditi, da je nasprotje nasilja nenasilje. Govorjenje o nenasilni oblasti je dejansko tautologija. Nasilje lahko uniči oblast, je pa popolnoma nesposobno oblast ustvariti. In tukaj se mi zdi, da pridemo v jedro njene kritike, tudi študentskih gibanj, ki je bila ta, da so v svojem uporu proti zlorabam oblasti, proti konkretni naravi oblasti, proti njeni izjemne razpoložljivosti nad nasiljem, da ne so zbrali samo, da so na nek način izbrali napačno pot. So zbrali neko pot, katere potencialnost je bila izrazito destruktivna, se pravi, ki samo po sebi nikoli ne bi mogla ustvariti nečesa, kar edino lahko omogoča boj proti oblasti, namreč neko alternativno oblast samo. Dobro, ta del od liberalizma bomo spustil za trenutek. Zato, kar gre v tem delu Hannah Arendt, je v končni fazi rekonceptualizacija tudi pojma svobode v odnosu do nasilja. Se pravi, ona, ali pa v ozadju, ne bomo rekli, njenega dela je vedno, v vseh njenih delih je neka drugačna konceptualizacija pojma svobode, proč od liberalnega vztrajanja svobode kot negativne svobode, kot nevmešavanja. In seveda tudi implicitna kritika nekaj v tistem obdobju zelo pogoste ponavljajočega se liberalne kritike, češ, da je vsako pojmovanje pozitivne svobode, se pravi vsako pojmovanje, da je svoboda ne zgolj svoboda od nečesa, ampak tudi svoboda za nekaj, je to vedno predverje nasilja. Recimo najbolj izrazit tekst v tej smeri seveda Izaija Berlin, Dva pojma svoboda, ker dejansko vsaj implicitno, ali pa mestoma še prav eksplicitno predstavi, da je pač pojmovanje pozitivne svobode vedno že na nek način protototalitarno. V tej rekonceptualizaciji, v kateri pojem nasilja, ki se je prej nahajal v središču politične misli, Hannah Arendt odrine nekako v stran, kot nek fenomen, ki je izrazito periferen v politični izkušnji, še ne pomeni, da je problem nasilja nepomemben, ravno nasprotno. Namreč, kot je že prej povedano, Hannah Arendt je bila prepričana, še kako prepričana, da lahko nasilje seveda uniči oblast. In ravno zato, ker oblasti in lahko uniči oblast in je vedno do neke mere prisotno v političnem življenju. Zato, čeprav je res, da je to delo polemično usmerjeno proti političnemu nasilju, ne zgolj študentske skupine, pa tudi širše, vsebuje pač kritiko sorelovstva, kritiko določenega sartrovskega, eksistencialističnega glorifikacije nasilja, kritiko fašizma,
iz tega nekega protofašizma, ki glorificira nasilje. To še ne pomeni, da Han An demonizira nasilje. Kot rečeno, poudarja, da je zelo pogosto del političnih fenomenov, tako strani legitimne oblasti, kot strani tistih, ki hočejo pač izzvati to legitimno oblast. In seveda vedno sestavni del revolucij. Problem je v sami naravi, problem nepolitičnosti nasilja. Problem je ravno v tem, da nasilje vedno je del politike, ampak ker je po tej definiciji, ki sem jo prej pokazal, po svojem bistvu, vsaj periferno, vsaj periferno politično izkušnjo, če že ne izven same politične izkušnjosti, predstavlja neko inherentno nevarnost za politiko. Vse preko demonizacije nam poskuša razložiti, kaj dejansko je problem nasilja. In ni samo problem, da pač nekateri ljudje dobijo puške ali pa da se zgodi nekaj še. No, vse zadnje tudi pove, da oblast kot taka ni nič manj nevarna za človekovo svobodo v tem liberalnem pojmovanju ali pa za človekove interese kot nasilja. Zdaj, če te popolnoma izločijo iz človeškega občestva, je to lahko enako neprijetno za nekoga, ki se mu to zgodi. Ali pa, recimo primer, ki se mi zdi zelo zanimiv, ki se je Hannah Arendt zgodil 5 let, 6 let, preden je napisala to knjigo. Verjetno veste, če ste gledali tudi film Eichmann v Jeruzalemu, če ste gledali film Hannah Arendt, ki govori o knjigi Eichmann v Jeruzalemu in o tem, kaj se je zgodilo potem. Ona je bila žrtev izjemno močnega šikaniranja po izdaji te knjige. Je zelo zanimivo, kako je bila njena reakcija na to. Seveda se je uprla temu, seveda je na vsakem trenutku poskušala povedati, da so narobe razumeli, da se proti njej dogaja neka organizirana gonja, seveda se je zelo vehementno na tem pritoževala. Ampak potem tudi, če gledamo njene zasebna pisma glede tega, jaz mislim, da je ne samo, da ni pretirano, mislim, da je popolnoma primerno reči, da je ona imela to, kar se je proti njej zgodilo, seveda so bili tudi primeri, ko so ji grozili smrti, ampak nič se ni zgodilo, nič nasilnega se je ni zgodilo. Je to imela za manifestacijo tega, čemu je imenovala oblast. Se pravi, neka določena skupina ljudi, v tem primeru prijatelji Izraela, bomo rekli tako, in njeni judovski prijatelji so se postavili proti njej in so jo skušali izriniti iz nekega občestva. To je neprijetno, to je krivično v tem primeru, ampak ni nič takega, zaradi česa bi se ona mogla pretirano pritoževati. In tudi, ko ima o tem intervju z Gaussom, znamenit intervju na nemški televiziji, zelo, če gledate ta intervju, vam ni jasno, kaj se dejansko ni dogajalo v tistem obdobju, kako močne šikane je doživljala, ker reče to, pač jaz sem napisala, ker sem napisala, nikomer ne bom zdaj razkazovala in govorila, mi je žal, sem mislila drugače, človek pač pove, in potem jemlje posledice. Ker je tudi povezano s tem, to se tudi kaže, da je na nek način v tem izživela to, kar poudarja na več mestih v svojih delih, da je osnovna vrlina, primarna vrlina političnega delovanja in potem na neke točke reče tudi vsakega človeškega delovanja pogum. Brez poguma, brez tega, da se izpostaviš negativnim posledicam oblasti, se pravi konsenza, ki je usmerjen v tem primeru proti tebi, nimaš kaj početi v politiki. Se pravi, ne gre za to, da je, se pravi, zakonna zdaj razpravlja, kaj je problem nasilja, ne gre za to, da nasilje lahko rani ljudi. Kot je sama izkusila par let pred tem, rani ljudi lahko tudi oblast, ne samo nasilje. Nekaj drugega. Prvi problem, izvorni problem nasilja, ko smo prej opisali, je, da je v svojem bistvu instrumentala. Politika pa ni instrumentalna, ampak ne samo to, pravi tako. Nevarnost nasilja, čeprav se zavestno giblje znotraj nenasilnega okvira kratkoročnih ciljev, se pravi, recimo, da je horizont neke skupine, ali pa njen smoter in tako dalje, ne nasilje, ampak se zgolj za to dejanje, pa za to dejanje, pa za to poslužuje nasilja, je vedno v tem, da sredstva presegajo cilj. Če ciljev ni mogoče doseči hitro, rezultat ne bo le poraz, temveč uvedba nasilnih praks v celotno politično telo, kar pomeni potem po njemu dejansko izničenje oblasti, kot tistega elementa, kot tistega medija, ki je nujen za razvoj svobode. Vsako dejanje je namreč irreverzibilno
in v primeru poraza je vrnitev na status quo ante zelo malo verjetno. Kar v bistvu tukaj reče, zelo preprosto rečeno, je, da je glavni problem nasilja v tem, da vedno producira nasilje. In ko se to zgodi, je to kot nek rak, ki se zažre v politično telo in v bistvu znotraj tega konceptualnega okvira, ki sem ga prej opisal, iz vedno manje oblasti in vedno več je nasilje. Se pravi, osnovni problem, ki ga tukaj pove, je bil zelo znan klasičnim političnim mislecam. In ona velja enako tudi za nenasilna dejanja. Ne? Recimo, če beremo Machiavellija ali pa če beremo katerekoli klasične mislece, ne? Da so vedno izpostavljeni z različnimi pojmi, ne? Ta pojem fortuna ali pa fato ali pa kakorkoli. Ne? Se pravi, mi nekaj storimo, ampak ne vemo, kak je rezultat naših dejanj. Ne? Kot pravi Shakespeare, our wills and fates do so contrary run, that our devices are still overthrown, our thoughts are ours, their ends none of their own. In to velja za vsa dejanja. Ne? Zdaj, če se to zgodi, in ona to vedno podarja, to se tudi zgodi pri politiki, se pravi nenasilni politiki. Ne? In da to je nekaj, kar mora vsak akter vedno sprejeti. Ne? Se pravi, jaz vstopim v neko delovanje, za nekaj se zauzemam, ne, to tudi, tisti, ki poznate Hegla, ne, to je zelo taka tudi hegelijanska poanta, oziroma bom rekel, Hegel se navezuje na neko tradicijo, ki je bila zelo močna v zahodni misli, ki je neprestano to izpostavlja, nobeno dejanje v končnem smotru ni, ko ljudje delujejo, zlasti ko ljudje delujejo skupaj, je nemogoče predvideti posledice tega. In da je to ključno značilnost vsakega dejanja. To se zgodi tudi pri vprašanju oblasti. Ko se pa zgodi pri nasilju, in ona pravi, da se vedno zgodi pri nasilju, ne, se pravi čisto konkretno zgodovinsko pogledano, ne bi lahko rekli, česar se ona recimo bala, ali pa na kar je opozarjala, da bi se lahko zgodilo, mogoče ne v Ameriki, v tistem trenutku, pa gotovo kje druge, je, da bi potem nasilje, ki uporabljajo recimo majhne revolucionarne skupine, lahko legitimiralo nasilje države, ki bi potem to uporabila za recimo državni udar in ukinitev politične svobode, kar bi potem znova opolnomočilo radikalne nasilne skupine. Se pravi, nek fenomen, ki ga zelo dobro poznamo iz zgodovine, recimo to so v Južni Ameriki v tistem času. Ravno to se dogaja, neprestano, nek citka neprestanega dogajanja. Ampak še vedno neko osnovno vprašanje ni bilo še nagovorjeno. Se pravi, zakaj dejansko izbruh nasilja, recimo v tem konkretnem primeru med študentskimi protesti. V bistvu njen odgovor, če ga vzamemo, če pridemo do njegovega bistva, je zelo preprost, ne? Da nasilje je fajn, ne? Ima ta, kot bi rekel Žižek, nek emancipatoren element. Daja, zlasti, kadar gre za kolektivno nasilje, ne, tudi ko gre seveda za individualno nasilje, ne? Pa če se razjezim in potem razbijem kozarec ali pa klofnem nekoga po gobcu, sledi temu zelo pogosto nek občutek osvobojenosti, nek občutek, nek dober občutek. Ne? In zdaj, ko delujejo ljudje skupaj, ko gre za kolektivno nasilje, je to še toliko bolj izrazito. Ne? In nikjer drugje pravi ona, tudi v samem političnem delovanju, ko pač vstopam v nek javni prostor in poskušam prepričati druge ljudi in tako dalje. Tudi celo politično delovanje, ki ga ona zelo hvali, pravi v neki točki, ne more odtehtati, bi rekel, tega občutka vzhičenosti, ki ga lahko na čisto fiziološki ravni omogoči nasilje. Ne? Problem je, ne, ravno s tem, kar je značilnost nasilja, da je izjemno kratkotrajno, zdaj, nimam tega citata tukaj, pravi, da
nek citat je, kjer pravi, da nič ni tako kratkotrajnega kot ta občutek vzhičenosti, ki jo generira tako nasilje. Ne. To lahko traja zelo kratko obdobje, lahko je zelo destruktivno, ne more pa postati, že samo sebe ne more vzdrževati, kaj pa šele, da bi lahko služila kot baza nekega sistema sobivanja. Ne. To je njena osnovna kritika nasilja. Ne. Kar v končni fazi zdaj, če jo, no in seveda potem nekoliko tudi bolj konceptualna kritika je to, da problem nasilja, kot smo rekli, vedno potrebuje neko upravičevanje, ker vedno zbeži človeškim, ker je zelo težko ker je po svoji naravi instrumentalno, nikoli pa zlasti, ko gre za politično nasilje, dejansko ne more svoje obljube instrumentalnosti uresničiti, vedno že zbeži, a ne? Mislimo, ne, to je v končni fazi, to je zgodba o Macbethu, ne, se pravi, ki se loti najprej političnega nasilja zelo instrumentalno, ne, odloči se za politični način, zato da bi nekaj dosegel. In zato da ta smotar je lahko čisto političen, legitimen, celo dober in pošten. Problem je, da to vedno zbeži, ne, in potem novo nasilje dejanje zahteva novo dejanje in zato, ker potrebuje vedno opravičevanje nasilje, generira laž. Generira laž in zdaj, spet tukaj smo, ne, Hannah Arendt ni Václav Havel, ne, se pravi, ne meni, da je resnica tista baza, na kateri temelji politika. Tudi napisala par tekstov, ki jih tudi imamo prevedene v slovenščini, o zelo kompleksnem odnosu med lažjo in politiko. Pravi, tudi laž je sestavni del politike, do politike ne gre za resnico, torej zato tudi ne gre negativno gledano za laž, ampak kljub temu je nedvomno, ne, da ima laž izrazito destruktivno vlogo v nekem političnem sobivanju in nasilje kot tako vedno tudi, ker zahteva legitimizacijo, vedno zahteva tudi vodi potem k laži. To je na nek način njena kritika nasilja. Zdaj, to je zelo zanimivo, je še vedno, se pravi, vprašanje, v končni fazi, vedno se vrtimo okrog tega, zakaj, se pravi, zakaj te izbruhi nasilja. In zdaj, Hannah Arendt v letu 68. In on na to povezuje na dva fenomena, ki že spet kažejo, izognil sem se od srednjega dela, ki govori o sami liberalni politični misli, ampak ki je do nekega fenomena, ki je že spet precej daleč od nekih liberalnih senzibilnosti. Namreč ona pravi, da je en izmed glavnih problemov sodobne družbe, se pravi, ona govori o 60-ih letih, o tej velikih modernizacijah v zahodnem svetu, da je velik problem centralizacija. In kaj je problem centralizacije? Problem centralizacije je, da je ta legitimna oblast skoncentrirana na neke zelo specifična mesta, recimo v Ameriki, bomo rekli Kongres ali pa Washington ali pa neka zelo majhna odločevalska mesta. Čeprav je bila Amerika, in ona vedno hvali ameriški federalni sistem, čeprav ona pravi, da je bila Amerika prva v moderni dobi, ki je razumela dosti pred Evropejci, da je značilnost oblasti paradoksalna v tem, da bolj kot je razdeljena, bolj kot je decentralizirana, vedno več je. In vedno bolj sama sebe tudi podpira in vedno več oblasti generira, vedno več oblasti generira tudi vedno več oblasti in vedno več legitimne oblasti, bolj razprašena, bolj decentralizirana, kot je vse večjo legitimnost generira. In procesi centralizacije, ki niso nujno samo politični, ki so lahko tudi administrativni, na primer univerz in tako dalje, so kot nekak vakuum, ker gre vsa oblast v en zelo ozek krog in potem je množica ljudi, ki nimajo nobene politične izkušnje, ki ne samo, da ne znajo politično delovati, ampak glavni problem je, da ne morejo politično delovati, da nimajo
tega izkušnje v nastopa v javnem prostoru, artikulacije, preprečevanja vsega tega, kar tvori politični fenomen, in da je potem razumljivo, da se zatekajo v nasilje, ki je iz razlogov, ki sem jih pokazal prej, služi kot nek proksija, enostavnejše je na nek način in ustvarja neko kratkotrajno iluzijo, ustvarja neko kratkotrajno iluzijo tudi uspeha, kar je že spet nekaj, kar ona ne demonizira, ne popolnoma jasno, da recimo, če imaš ti neko demonstracijo, ki se izide v nasilju, je toliko bolj verjetno, da se bo oblast na to odzvala, je toliko bolj verjetno, da boš v časopisih, je toliko bolj verjetno, da te bodo poslušali. In ona ima to za čisto legitimni politični premislek. Tudi lahko razpravljamo o tem, ali je v tem primeru nasilje potrebno ali nepotrebno, primerno ali neprimerno. Problem je, da ga nikoli ne moramo kontrolirati, da nam vedno znova zbeži in potem začne v bistvu korodirati to, kar naj bi bilo, to, kar so bili naši začetni smotri. Problem centralizacije. En problem, drugi problem je, to je spet zelo zanimiva njena tema, ki se pojavlja zelo pogosto v njenih poznih delih, ampak v bistvu že od izvoru totalitarizmu dalje, je birokracija. Zelo kritična do birokracije in pravi, da kjer se birokratski način odločanja razširi in jemlje prostor nekemu, recimo imenujemo ga spet z liberalnim besednjakom, deliberativnemu sistemu odločanja, uničuje oblast, uničuje svobodo, zato ker birokracija, pravi ona, je tipičen sistem, kjer vlada nihče. Kar ne pomeni, da nihče ne vlada. Pomeni, da vlada anonimna sila, ki na nek način niti ni oblast v tem klasičnem pomenu in je torej v bistvu birokratski sistem najbliže temu, kar so klasiki, se pravi najbliže fenomenu tiranije. Se pravi neki moči, ki je popolnoma onkraj možnosti delovanja in kjer ni svoboda nihče. To je spet klasična definicija tiranija. Tiranija je sistem, kjer ni svoboda nihče. Namreč tudi tiran, ukolikor je zgolj gospodar nad življenji ostalih, ne more biti resnično svobodna, ker nima enakovrednega človeka, s katerim bi lahko skupaj deloval. Ja. Spet se vrnemo na vprašanje recimo tako krivde liberalizma. Koliko je v teh fenomenih, ki jih ona tukaj kritizira, možno zaznati nek manko klasične, širše gledano, pa še različnih liberalnih tradicij, ki se potem kažejo v radikalnih gibanjih, ki jim nasprotujejo. In tukaj mislim, da je zelo močna njena, zelo se logično zaveda, da ni vsak liberalizem, ne vsak liberalizem temelji v končni fazi na negativni svobodi. To je začetna liberalna tradicija, v tistem času, ko je ona pisala, gotovo je živela znotraj nekih liberalnih krogov, ki so bili receptivni do njenih tekstov, ki so jih publicirali, ki so njih debatirali, ki so razumeli, da svoboda ni zgolj, pa ki so dojemali svobodo na drugačen način kot negativno svobodo. Ampak, ker mislim, da je neka osnovna kritika, neka globla kritika liberalizmu, da kakorkoli ga vzamemo, vedno izhaja, in to ni neka krivda, ki bi ona očitala zgolj liberalizmu, ampak celotni zahodni politični misli, tudi marksizmu v končni fazi, da izhaja vedno iz neke antropologije, v kateri je v izhodišču oseba, posameznik. Tudi marksizmu lahko rečemo, če govorimo pač o človeku in o generičnem smislu človeka, se ga lahko definiramo kot občestvenega, kot skupnostnega, kot kolektivnega, ampak še vedno govorimo o neki antropologiji, ki izhaja, to je zelo očitno pač, recimo pri levo-hegelijanski genealogiji Marksove misli, ki izhaja iz neke koncepcije človeka. Pravi, to je popolnoma napačno gledanje
na stvari, ker posameznik je itak je pač konstruiran koncept, nihče nikoli ni videl nobenega posameznika, ljudje vedno živijo kot ljudje od trenutka, ko se rodijo. Seveda pisala pred obdobjem interneta in alt-rightovskih blogov, ki so zaprti v svojih garažah, ampak tudi v tem primeru so pač seveda odvisni od neke mreže, ki je tukaj že bila in je tukaj že izpostavljena. To je že sploh značilnost. Ne? Ampak seveda on ne negira tega, da je zelo veliko filozofske resnice v tem, da izhajamo iz posameznika, ne gre za to. Da ko pa razpravljamo o vprašanju politike, tukaj pa sploh ne moremo razpravljati, ne moremo izhajati iz človeka. Moramo izhajati vedno iz pluralnosti ljudi, se pravi iz tega, da so ljudje, ki pridejo skupaj in nekaj počnejo. In da zato vsaka politična misel, politična ideologija, če hočemo reči, čeprav tako ne bi rekla, mora izhajati iz tega razumevanja, kaj se dogaja med ljudmi, kakšne različne stvari se dogajajo med ljudmi, ko pridejo skupaj. In ko razmišlja o institucijah, mora razmišljati ne iz nekega normativnega perspektiva, ampak iz perspektive tega, kaj dejansko te inštitucije počnejo in kako se kažejo, kakšna je njihova genealogija in tako dalje. In posledica te fiksacije na osebo je to, da tudi mladi, ki jih ona opisuje v tem delu, razumevajo politiko na preveč, recimo tako, eksistencialističen način. Se pravi, kot opolnomočenje ali pa emancipacijo posameznika. In čeprav Hannah Arendt, poudarja, da je politika zelo pomembna, da je tisto polje, v katerem ki se dejansko lahko v polnosti in v resnici manifestira človekovo svobodo. Kot sem prej citiral, nekateri celo izenači politika je svoboda, je druga plat svobode. To ne pomeni, da je politika in politično delovanje nekaj, ki bi bila namenjena, bi rekel, osebnostni rasti ali pa čemorkoli takemu. Ona poudarja, da v politiki ne gre za človeka, ne gre za osebo, gre za svet. In če potegnem črto, mislim, da je v končni fazi en izmed kritik, ki jih ona naslovi na študentsko gibanje, ki so po mojem mnenju najbolj daljnoročnih, tudi če gledamo potem tekste, ki so bili napisani v drugi polovici 70-ih let, recimo Christopher Lasch in tako dalje, je to njena ugotovitev, da je to gibanje preveč individualistično v smislu, da dojema javno delovanje kot iz perspektive človeškega izpolnjevanja in je premalo usmerjeno v stvar samo, se pravi v zavedanje o tem, da je smotra politike, kot pravi ona, ni družba, ne posameznik, ampak je svet. Tako,